Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lep pozdrav vsem skupaj! Gledate oddajo Zlati ključi in danes bomo naprej raziskovali občino Pivka. Do sedaj smo že ugotovili, da je tukaj največji vojaški muzej v Sloveniji in doživeli vojaško utrdbo Alpskega zidu. Preizkusila sem se na simulatorju letenja in si ogledala podmornico ter rove. Ključ v prejšnji oddaji mi ni povedal le uganko za vas, ampak mi podal tudi namig za naslednjo točko mojega raziskovanja, ki pa je Suha župa v vasi Narin. Prepričana sem, da tudi gastronomija v teh krajih ne bo razočarala, tako da se že veselim in gremo. Dober dan! Dober dan, pozdravljeni. Iščem Suho župo. Suhe juhe pa zdaj trenutno nemamo, ker to je bolj zimska jed. Lahko vam pa ponudimo kaj drugega. Z veseljem. Dobre hrane se pa nikoli ne branim. Evo, lepo pozdravljena tudi. Koliko dobrot! Ja, to so naše domače stvari, pripravljene z ljubeznijo in z dušo. Zdaj, glede na to, da ste ekološka kmetija, so vse te surovine pridelane pri vas in na ekološki način? Ja, večinoma je pridelano pri nas doma in poskušamo na ekološki način pridelati vso našo hrano. Približno 70–80% pridelamo sami. Tako da naše domače mesnine, zelenjavo, krompir, žita, meso, ker v osnovi smo živinoreska kmetija. Torej imamo govejo žival in konje, zraven tudi zredimo nekaj prašičev in kokoši imamo in čebele. Seveda na dvorišču ne manjka sta ne pes, ne mačka. No, tako. Zdaj bi pa z veseljem kaj poskusila. Lahko? Ja, seveda, kar postrežite si. A je bilo v redu? Odlično. Zares se čuti, da je to domače. Super. Hvala. Super ste mi to pripravili. Ko ste že prej omenjali kokoške, bi si šla lahko nabrat kaj jaj za jutrišnji zajtrk mogoče? Lahko, seveda, kar z mano. So lačne. Ja, malo pa res. Kako pa jih zaščitite pred kakšnimi plenilci? Z elektriko, z električno mrežo, pred raznimi lisicami, podlascami, kunami, ki nam lahko kar tako čez noč snamejo vse kokoši. Radi jih pa zagradimo v gozd, da v bistvu tudi kakšen predator z neba, kakšna kanja ne odpelje s sabo za zajtrk. Zanimivo. Ja. In zdaj pa najboljše, da pogledava, če je kaj jajčk za jutrišnji zajtrk. Kar tamle zadaj. Evo, nabrali jajčka. Super. Če pa želiš, da bo pravi slovenski zajtrk, je pa najboljše, da se odpraviš še do našega čebeljaka, če so pridne čebelce prinesle kaj medu. Kar srečno naprej. Hvala. Čau. No, zdaj vam bom jaz najprej pokazal, kako čebelce nabirajo med in ga shranjujejo v sate. Poglejte, tukaj so čebelce gor,
No, tu je zdaj pokrit med. Čebela vse pokrije med, in ker je tako pokrit sad z ene in z druge strani, potem se tu lahko med toči. Te lahko jih tako malo pobužaste, samo na lahko. Ne smete biti nikdar agresivni in niso tudi uvanja. No, vidite, tukaj se pa vidi, če pogledaste, imate sad, ki je zalega. To je, kar je pokrito, je zalega za izvalit. Noter se vidi pa tubelo, tu so pa enodnevna in večdnevna jajčka. No, iz tega se potem izvali čebela. V samem panju je samo ena matica, ki zalega. Vse ta gruča čebel ima samo enega šefa. Zdaj pa bi jaz potrebovala namig za mojo naslednjo točko. No, jaz sem pripravil en majhen test in bova provala. No, medva bi pa zdaj naredila en tak majhen test. Tukaj imate med iz javornikov, iz Banške planote in iz Narina. No, zdaj boste pa vi ocenila, bova skupaj ocenila, kaj je za en med. Katere imam pa na izbiro? Hojev, lipov pa cvetlični. Da vidimo. Hojev? Ja, odlično. Ok. Verjetno malo bolj pohreni, mogoče. Ja. Kaj bi to bilo? Lipo. Lipa, ja, odlično. Pa cvetlični. Ja, to je pa cvetlični, ki je malo bolj sladak. Odlični metki. No, tako. Zdaj pa bi vas prosila za namig. 17 jih je, pa jih ni. Glede na to, da smo na območju presihajočih jezer, bi rekla, da je to mogoče kako presihajoče jezero, ne vem pa, ali jih je 17. Skoraj sigurno jih je, tako da vi boste mogli kar gor proti Šilentabru in čez na Pivško. Najlepša hvala. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Prišla sem si ogledati presihajoča jezera, ampak še prej bi pa rada nekaj izvedela o njih. Ja, potem ste dobrodošli in ste prišli čisto v prav kraj. Kaj bi pa želeli izvedeti? Najprej bi želela izvedeti, s kakšnim namenom je nastal ta ekomuzej. Ja, ta ekomuzej je nastal z namenom, da pač prikažemo fenomen v teh krajah, ker to pomeni, da v takem malem kraju, v takem malem položaju nastane 17 presihajočih jezer. In to pomeni raznovrstnost, biotsko, karkoli se dogaja v teh krajah, glede na vodo, ali je ali ni, in to je zelo, zelo zanimivo. Tako da bi bili dobrodošli, da se malo bolj pozanimate, preko greste na jezero. Kakšen pomen naravne dediščine pa imajo ta jezera? Ja, gledajte, pač tako je. V teh krajah so ljudje mogli živeti z vodo, ali je ali ni. To pomeni, da so mogli prilagajati življenje temu, glede na stanje voda. Ne samo ljudje, ampak živali, rastlinstvo, vse karkoli je. Ker kadar je pač voda, je voda, kadar je ni, jo ni. In vse karkoli se dogaja, vsa ta biotska raznolikost se pač mogla prilagajati temu, kako in kaj, zakaj je voda tukaj, zakaj je ni in tako dalje. Kakšen pa je življenjski cikl teh jezera? Prikazuje to tole kolo? Ja, najboljše, da se tle malo gledamo tu, ne? In tako, če pridemo mi na sonce, evo, tako da vidite zdaj, kako nastanejo ta naša jezera, ne? Zdaj čist pod nami, globoko pod vodo, vsa voda pa nas teče pod zemljo, enostavno, ko smo na kraškem svetu, vsa voda enostavno skozi zemljo prehaja ven in takrat napolni naša jezera in pa strugo reke Pivke. Ampak to je pač tak ciklus. Če obrnemo zdaj da malo nižje, boste opazili, da pridemo na deževje in kadar je pač deževje, to pomeni ali je to jeseni, spomladi ali kadarkoli, ali pa se sneg topi iz pogori, takrat normalno pride
polno vode pod zemljo in enostavno se napolnijo naša jezera in naša struga reke Pivke. Kar je pa hudo deževje in kar pride ogromno dežja in kar se dogaja tako, da je ogromno snega, takrat pa normalno naša jezera narastejo do enormnih količin vode in pa takrat popolnoma se napolni vseh 17 naših jezer. Torej, ko sami vidite, vsa ta biotska raznovrstvost in kolikoli se dogaja na naših jezerah, je pač tudi to. In mi moramo držati in služiti temi, da tu držimo in pustimo tudi za zanamce. Normalno je potrebno tu tudi zelo dobro upravljanje s to našo naravo. In to pomeni, da pač moramo tako narediti, da ostane, da se potrudimo, glede na spremembe, ko se dogajajo v vseh krajah, se tudi pri nas. In zato se moramo potruditi, da to ostane takšno, ko je, zaradi nas in zaradi ostalih ljudi. Kakšen pa je turističen pomen jezer? Ja, zelo velik. Naša jezera in vse, karkoli se dogaja v naši naravi, cenijo ljudi z celega sveta praktično prihajajo sem. Ne želimo, da tu postane del nekega druženja velikanskega. Tukaj ljudje pridejo, uživajo v naravi, se počutijo sami v naravi, se počutijo čudoviti, odkrivanje vsega tega, kar imamo mi in tu bi želeli tudi ohraniti. Tako da, ja, je zelo zanimivo, vse karkoli je, od rastlinstva, od faune in flore, od naših vod in vse karkoli je, od življenja tukaj, ampak želimo, da ostane tako, ko je, na bazi najbolj tiste naravne vrednote, ko je in da ljudje to cenijo in ti ljudje, ko cenijo, to tudi prihajajo k nam in so zelo zadovoljni, verjemite mi. Zdaj pa No, zdaj, ko ste že zvedli toliko o teh naših jezerah, vas bom povabil, da še ogledate, kako to izgleda v živo. Z veseljem. Hvala lepa. hvala vam, se vidimo še. Trenutno v Petelinskem jezeru ni vode, kaj pa takrat, ko je? Kako veliko je jezero? Takrat, ko je voda v jezeru je seveda odvisno od vremenskih pogojev, koliko je deževja, kakšna je temperatura. Načeloma, kadar je pa jezero prav polno, ko se zagreje, je pa jezero približno veliko 55 hektarjev, globoko pa kar 8 metrov. Izjema je bila leto 2014, takrat, ko je bilo na tem območju žledolom. Ko se je tu vse stopilo, je poli tu seveda prišlo v jezera in je ob strani tabelca, kamer označava, dokje je jezero segalo tistega leta. Kako hitro pa se napolni oziroma izprazni? Tu je pa čisto odvisno, kakor spet smo pri vremeni, od vremenskih pogojev, kakšna je suša, kakšno je deževje. Zdaj jeseni je en teden obilnega deževja je v bistvu zadosti, da se nafila. Pol spomladi pa odvisno, tudi lahko mora biti res fajn suša, da se lih tako v enem tednu izprazni. Kadar ni vode, se to dno kosi, se uporablja za kaj drugega? Dno se v bistvu uporablja, kmetje, ki imajo zemljo v lasti, kosijo in to, ker se pokosi, pol se uporablja čez zimo za krmo za živali. Pa je tam kaj živali na tem območju? Na območju jezera, imamo neke živali, razne dvoživke, vodne bolhe. Posebnost Petelinskega jezera je pa kraški škrhonožec, 2 cm velik rakec, ki živi pa samo v Petelinskem jezeru in na svetu nikjer drugje. Wow. Je pa jezero tudi odlično izhodišče za različne pohodne poti, kolesarje ali kaj takega? Seveda, tle imamo v bistvu, kakor prvo bi priporočil, da se gre v ekomuzej. V ekomuzeju se v bistvu se pove, zakaj se sploh gre v teh jezerah in tako. Pol naprej pa imamo tudi zemljevid, aplikacijo Pivška jezera, kamor je v bistvu 7 tematskih poti, lahko je v papirnati obliki na zemljevidu, lahko je pa tudi v bistvu se naloži s aplikacijo in vsa aplikacija v bistvu potem vodi po vseh teh poteh in v bistvu predstavi tudi kakšno znamenitost. Tamle pa že vidim škatlico z namigom za mojo naslednjo točko. Pa da vidva. 66 je več kot hišna številka. Če malo poštudiram, meni je ta 66 znan kot en bar. Zdaj mislim, taki pijančki še nismo, da bi tam redno zahajali, ampak ta bar 66 se mi zdi pa, da je v neposredni bližini kampa Plana in kakor jaz vem, ste vi točno kje namenjeni. Hvala lepa.
Dober dan. Dober dan, halo, vi ste Ingrid? Ja, res je. Jaz vem, da vi pridete, sem videla avto, tako da dobrodošli na Plani. Najlepša hvala. Se bomo malo usedli. Vi ste prvič tukaj pa nas, ne? Res je. Kamp Plana pa je drugače družinsko podjetje, ne? Ja, in sicer smo leta 1991 skupaj z možem tukaj kupili zemlje, gradili posestvo. Na začetek prvih 25 let v bistvu se je Plana ukvarjala s konjeniškim turizmom. To pomeni, da sem imela uvoz, prodaja konj. Hvala. Hvala. Tole pa že moj ključ. Ja, ampak tega boste dobili pol na koncu in boste lahko prebrali, kaj na njemu piše. Okay? Super. Ja, mi smo v bistvu se ukvarjali s konjeniškim turizmom, v tem smislu, da so bili tukaj veliki jahalne tečaje, otroški tabori, celodnevne izlete do Pivških jezer, pa gor na Sveta Trojica, pa take stvari. In to vse do leta 2017 in pol je prišel pač sprememba, zato ker sinovi so zrastli toliko, da smo imeli idejo, da gremo en korak naprej. In smo 2018, maja meseca, odprli kamp. In na začetek smo bili skeptični, vsi so rekli, kaj za vraga boste imeli kamp v Pivki, ki ni morje, ni Sava, ni Soča, kdo bo prišel kampirati v sredini ničesar. In pol za veliko presenečenje vseh smo že prvo leto eksplodirali, smo dobili tudi nagrade mednarodne, smo se prebili med prvih 100 najboljših kampov v Evropi v konkurencu 24.000. In smo pol naprej širili kamp, zdaj imamo več površin kot na začetek, imamo tako za avtodome kot za šotore. Na začetek je bilo res mišljeno sam recepcijo, pa majhen barček, pa zraven neke prigrizke. Zdaj imamo v bistvu že precej specializirano večerje, vedno domače hrane, also ni fast fooda tukaj in en del, glavni del zelenjave in te zadeve mi sami na našo zemljo pridelamo. Ostale stvari kupimo pri kmetah tukaj iz bližini. Sirana je recimo v Slovenski vasi, klobase in take stvari imamo. Miloša, meso pride od naših kmetov iz Bač, Koritnico itd. Ki meni je pač pomembno, da jaz tujcem, ki so 99% predstavljajo naše goste, Nemce, Švicarje, Avstrijce, Nizozemce, da dobijo tukaj avtotono hrane, da jejo to, kaj ne moraš nikjer drugam dobiti. Ki pica dobiš vse posod in se mi zdi brez veze, da bi mi se ukvarjali s tem. Kaj poleg kampa pa blagovna znamka Kamp Plana še zajema? Zdaj po novem smo začeli naše ajvarje, marmelade, dobrote, ki sami sproduciramo, skuhamo, med drugim njoke, v trgovino na Plani prodati. In pošljemo jih tudi po pošti in je internetno trgovino postavljen. In v bistvu delamo na to, da se širi v bistvu naš ime tudi preko ne samo obiska tukaj, ampak da ga lahko tudi en kos vzameš domov. Zdaj pa najbolj, da pogledava še ključ. Pozdravljena! Spokojno vzdušje podeželja in zastrta lepota pokrajine se tu razdevata zlasti popotnikom, ki ju spoznavajo peš, na konjih ali s kolesi in tistim, ki si raje sami utirajo poti k znamenitostim in tukajšnjim ljudem. Na Pivškem je pristnost tega območja možno doživeti z vsemi čuti. Verjamem, da se strinjaš z mano, da je Pivka vredna obiska. Res je? Gledalce tokrat sprašujem, lahko je zaprisega, akcija, akademija, policija, kantina, puška, lahko so vaje, veščine, škornji. Ena beseda dopolnjuje vse našteto. Katera? Medved, volk in ris. Pa je namig zate. Adijo do jutri.
Kaj bi ta namig lahko bil? To po mojem je Dina, to je v Kopanovem domu v centru Pivka. Glede na to, da imam zelo rada živali, sem prepričana, da bom tam kaj našla zase. Vam najlepša hvala, zagotovo se vrnem sem kot gostja vašega kempa in želim vam lep dan. Hvala lepa. Hvala. Lepo se imejte. Kot biologinjo me vedno znova navdušijo živali in lepa narava. Presihajoča jezera so zagotovo eno izmed naravnih čudes, ki me vedno znova očarajo. Zveri pa si zagotovo zaslužijo svojevrstno spoštovanje. Ko sem izvedela, da grem v Pivko, si niti v sanjah nisem predstavljala, koliko nam ima ta občina za ponuditi. Se vidimo jutri in nasvidenje.